Pred nami je drugi polčas četrtega kroga, mi pa snemamo in smo z našimi kamerami v Vidmu, kjer domači nogometaši, ki ta obračun igrajo v zelenih dresih, tudi iz sredine igrišča, bodo krenili za ta drugi del, medtem ko gostje ta obračun igrajo v modri športni opremi. In domači nogometaši po prvem delu vodijo z 2:1, sicer so v vodstvo v četrti minuti prišli nogometaši iz Reč po zadetku Brdnika, nato pa preobrat Videmčanov v 17. minuti 1:1 zadetek dosegel Mesarič, ob koncu izdihljajih prvega dela v 44. minuti pa za popoln preobrat se je zadetkom po še eni izjemni samostojni akciji Mesariča in pa fenomenalni podaji na drugo vratnico, kjer je žogo v mrežo mirno pospremil Vrbanič in tako kot že rečeno, Videmčani po prvem delu vodijo z 2:1. Bomo videli, kaj lahko Zrečani pripravijo za ta drugi polčas. Pravočasno izvrat Banič, nekaj težav za domače, hitro je na Baniča pritisnil Vinkovič, vratar Vidma tega ni pričakoval. Najvišji skok Potokar, toda do posesti Mesarič. Krajnc uspešnejši od Krajnca, borbeni Podkrajšek in na koncu prekršek Gojzdnika. Jelenko proti Vinkoviču. Podkrajšek s podajo v kazenski prostor, najvišji skok Vzdovc. Veliko prostora ima na levi strani številko 17 Vrbanič. V napad se vključuje Alen Planšek. Vrbanič je iskal Franka Ličino. Še enkrat več, pravočasno izvrat Banič. Preletimo še tudi obe enajsterici, v katerih za ta drugi polčas vsaj zaenkrat ni prišlo do nobenih sprememb. Pri domačih v vratih Banič, v obrambi Alen Planšek, Zdovc, Gojzdnik in pa Žan Planšek, v vezni vrsti oziroma zadnja vezista sta Cafuta in pa Krajnc. V napadu oziroma pred njima Vrbanič, Tement in Mesarič, v napadu pa Frank Ličina, strateg domačih je Robert Hojnik, na drugi strani pa pri Zrečah v vratih Ravnak, v obrambi Blaž Podkrajšek, Potokar, Kotnik in pa kapetan Hren, v vezni vrsti Radič, Zupanc in Jelenko, v napadu Vinkovič, Brnik in pa Anže Podgrajšek. Jelenko na desno stran, kjer je našel Zupanca. Manjši nesporazum v gostujočih vrstah, mirno Videmčani. Alen Planšek. Zdovc je našel Tementa, toda brez prave nevarnosti za gostujočo vrsto. Radič vrača Podkrajšku. Vinkovič, znova Radič, v bloku Žan Planšek. Teče 49. minuta tega obračuna, v bistvu zaenkrat v drugem delu brez kakršnekoli priložnosti, tako na eni kot na drugi strani. Pametno Mesarič žogo spušča v out, izvedel ga bo Žan Planšek, seveda domačim se vsaj zaenkrat, dokler je izid v njihovo prid, se pravi 2:1, se jim vsekakor nikamor ne bo mudilo, imajo želeno tisto, kar si želijo, se pravi 3 točke in zmago na domačem terenu, še drugo v tej sezoni.
Jelenko proti Potokarju. Tudi Nejc Potokar je imel danes kar nekaj težav v obrambi. Ravnak. V lanski sezoni je bil najboljši strelec Vidma Jaka Vajda, ki se je med strelce vpisal kar 7-krat na 11 odigranih obračunih, medtem pa morda obetaven napad Zrečanov, toda še enkrat več se je z dobro obrambno reakcijo izkazal Žan Plajnšek. S 3 zadetki je v lanski sezoni Vajdi sledil Žan Plajnšek. Medtem pri gostujoči zasedbi ob igrišču pripravljajo prvo zamenjavo. V igro bo, kot vse kaže, vstopil številko 21 Sebastijan Leskovar. Iz igre pa je odšel številko 6 Jakob Jelenko. Prva menjava pri gostih, iz igre številka 6 Jelenko Jakob. Vidimo, da bo medtem prvi udarec iz kota v tem drugem polčasu pripadel gostujoči zasedbi. Izvedel ga bo številko 11 Vinkovič proti bližnji vratnici, kjer se je znova odkrival Brnik. Po enakem principu je padel prvi zadetek na tem obračunu. Lepo Žan Plajnšek, takoj proti Mesariču, toda vmešal se je Radić, ki je priboril out za svojo ekipo. Na drugi strani, če pa pogledamo lanskoletno statistiko pri Zrečah, pa je bil najboljši strelec Jaka Brnik s 4 zadetki, s 3 mu je sledil Aleš Leskovar, največ rumenih kartonov pa je prejel Vajda 5. Iz avta bo za domače žogo v igro poslal Žan Plajnšek. Mislim, da je glavni razlog zamenjave Jelenka v gostujočih vrstah močan udarec, ki ga je prejel ob koncu prvega polčasa. Cafuta. Oster udarec je prejel Radić, s komolcem ga je grdo udaril številko 20 Gojznik in to bo prosti strel za gostujočo vrsto. Nekoliko nespreten je bil sedaj v tej reakciji Gojznik. Ali lahko gostje še drugi zadetek na tem obračunu dosežejo z tega standardnega položaja. Še enkrat več bo predložek pred vrata poslal Vinkovič. Teče 54. minuta obračuna. Vinkovič proti bližnji vratnici, kjer še enkrat več do strela prišel Brnik, toda Banič sedaj mislim, da pričakuje to uigrano akcijo med tema dvema nogometašema in še enkrat več je bil vratar domačih dobro postavljen. Vrbanič lepo proti Ličini, ki pa danes ni v najboljši dnevni formi. Vinkovič takoj v ogenj pošilja Radića. Vmešal se je Cafuta, mirno Cafuta proti Baniču. Ta pa je pod pritiskom Brnika žogo poslal out.
Potokar. Potokar, najvišji v skoku domači nogometaši, pod prekrškom kapetan Krajnc. Na nedovoljen način ga je ustavljal Sebastijan Leskovar. Mesarič, prekršek Podkrajška. Podaja je bila namenjena Vrmaniču, toda vmešal se je kapetan gostov Hren. Potokar lepo proti Radiću, ki pa ni najbolje odreagiral na koncu, vendarle do žoge Zrečani. Podgrajšek, toda v prepovedanem položaju se je znašel Podgrajšek, ki danes vsaj zaenkrat ni najbolj nevaren oziroma si še ni uspel priigrati kakšnega nevarnega strela na vrata Baniča. Zanimivost pri Vidmu iz lanske sezone je zagotovo ta, da v 11 odigranih obračunih na niti enem niso odigrali neodločeno. Največ minut sta na igrišču preživela, ko govorimo seveda o lanski sezoni, Cafuta in Klasinc, oba sta jih na svojem računu zbrala 990. Na obračunih Vidma pa se je v lanski sezoni zbralo 1410 gledalcev, od tega kar 1030 na domačih preizkušnjah, v gosteh pa zgolj 380. Tudi to je nekakšen podatek, da Videmčani, vsaj ko odhajajo na gostovanje, ne veljajo za enega izmed bolj atraktivnih nasprotnikov, ki bi na tribune privlekel oziroma privabil veliko število navijačev. Na domačem terenu je to povsem drugačno, jasno. V Vidmu se vsaj ponavadi zbere lepo število domačih navijačev, ki spodbujajo svoje moštvo. Na drugi strani pri Zrečah pa, če govorimo o teh statističnih podatkih iz lanske sezone, je največ minut na igrišču preživel Žan Zupanc Trglav, na igrišču jih je preživel 990. Z enakim izkupičkom se lahko pohvali tudi Jaka Brdnik, na njihovih tekmah pa se je zbralo zgolj 50 ljudi več, se pravi 1460, od tega 580 na domačih in pa 880 na gostujočih dvobojih. Pri Zrečah pa je situacija nekoliko drugačna, podpora na domačih obračunih je manjša, kot bi si želeli, a so ekipa, ki privabi lepo število navijačev na tribune na gostujočih tekmah. Teče 58 minuta oziroma zaključek 58 minute, v napad je žogo povlekel Kotnik, Radić, Vinković. Vinković. Vmešal se je Zdovc, Hren. Sedaj pa mislim, da je razvidno, da so gostje prevzeli pobudo nad tem obračunom, kar je nekako pričakovano glede na trenutni rezultat. Še enkrat več se ni najbolje izkazal Anže Podgrajšek, ki danes ne blesti. Atraktivno je s preigravanjem poskusil številko 5 Zdovc, toda neuspešen pri izvedbi tega preigravanja. Iz avta bo žogo v igro poslal Hren. Zupanc proti Leskovarju, še vedno Leskovar. Še en zapravljen napad Zrečanov, ki nikakor ne najdejo prave igre, ali bi lahko rekli, nikakor ne najdejo luknje v obrambi domačih, razen tistega zadetka v 4. minuti iz kota
si niso uspeli priigrati kakšne večje nevarnosti, a tudi na drugi strani Videmčani zaenkrat 100% pri izkoristku svojih nevarnih situacij in prav to je tisto, kar na koncu tudi šteje in zaenkrat mislim, da lahko rečemo v zasluženi prednosti Videmčani z 2:1. Vrbanič, toda manjši nesporazum med kapetanom Krajncem in Vrbaničem in žoga bo tako pripadla gostujoči zasedbi, iz avta jo bo v igro poslal Hren. V naslednjem 5. krogu je znova pred nami nekaj zares zanimivih in razburljivih obračunov. Šmarje, ki zaenkrat ne blestijo na svojem igrišču, gostijo Dravinjo, ki je v tej sezoni že dokazala, da lahko igra na zelo visokem nivoju in prvič, medtem pa nevaren poskus z velike razdalje se je odločil za strelna vrata napadalec domačih Frank Ličina, a vendarle na koncu žoga je zgrešila cilj in goal out za vratarja Ravnaka. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, Dravinja gre na gostovanje v Šmarje. Dravinčani so letos že dokazali, da lahko odigrajo obračune na visokem nivoju in prvič znajo tudi vknjižiti točke in zmage na gostovanjih. Ob igrišču že lahko vidimo, da strateg gostov pripravlja novi 2 zamenjavi, medtem še enkrat več Banič s pravočasno reakcijo. Vrbanič in Hren v dvoboju, še vedno Vrbanič, toda uspešnejši Hren. Glavni sodnik bo medtem dopustil menjave pri gostih. Iz igre številko 7 Anže Podgrajšek, v igro pa številko 27 Aleš Leskovar. Pri drugi zamenjavi pa iz igre številko 10 Radič. In še ena menjava pri gostih iz igre številka 10 Radič Aleksander, v igro številka 7. V igro pa številko 32 Blaž Brglez. S temi menjavami pri gostih nekako želijo dvigniti tempo v tem drugem polčasu. Prekršek, mislim, da zelo nespameten prekršek Alena Plajnška, ki je nerodno pohodil gostujočega Aleša Leskovarja. Prosti strel za Zreče bo izvedel številko 19 kapetan Hren. Vinkovič in Hren z dvojno podajo, ta pa na koncu zelo slabim predložkom v kazenski prostor. Da zaključim prejšnjo misel, kar se tiče naslednjega 5. kroga. Bistrica, ki na svojem igrišču ne pozna poraza, gosti prevaljskega velikana Korotan, ki je predtem na 2 obračunih v drugem in tretjem kolu imel kar nekaj smole. Vsi vemo, da je zasedba iz Prevalj ne glede na stanje na lestvici vedno in povsod sila neugoden in težko premagljiv nasprotnik. Dravograd odhaja na gostovanje v Zreče, obe zasedbi prebivata, oziroma predvsem tukaj mislim na Dravograd, seveda prebiva v zgornjem delu lestvice, Zrečani pa, če bo izid ostal takšen, kot je do sedaj, se bodo preselili v spodnji del razpredelnice, ampak vseeno mislim, da je v naslednjem krogu v Zrečah pred nami izjemno zanimiv in razburljiv obračun. Vse tako eni kot drugi imajo kar visoke cilje, predvsem tukaj mislim na Dravograjčane, ki si želijo ekspresnega povratka v drugo slovensko ligo in si kakšnih večjih spodrsljajev enostavno ne smejo več privoščiti. Dvoboj ekipi spodnjega dela lestvice pa se bo odvijal v Dobrovcih, kjer gostuje Videm. Obe zasedbi zaenkrat nista kaj preveč navdušili, seveda je Videm
vsaj kar se tiče točkovnega izkupička uspešnejši, a bomo videli, kaj lahko Videmčani ponudijo na gostovanjih, kjer se zaenkrat ne znajdejo najbolje. Pri Dobrovcih pa je stanje pač takšno, da če bodo želeli uresničiti svoje cilje, kar je uvrstitev do 8. mesta, bodo morali kaj hitro pričeti z nabiranjem točk, predvsem na domačem terenu. Rogaška, ki si tako kot Dravograd želi ekspresnega povratka v drugo slovensko ligo, gosti ekipo iz Celja, Šampion, ki ima kar nekaj težav v začetku sezone, predvsem proti ekipam, ki so zelo kvalitetne ter igrajo hiter stil nogometa, zato se na tem dvoboju nekako pričakuje gladka zmaga Rogaške. Cirkulane, ki pa svojo borbenostjo in veliko željo po dokazovanju zaenkrat morda nekoliko presenetljivo prebivajo v zgornjem delu lestvice oziroma čisto pri vrhu na drugem mestu, se bodo pomerile s Podvinci, ki zaenkrat ne kažejo željenih predstav in bomo videli, ali lahko Cirkulane, ki so na domačem terenu 100%, še enkrat več svojo borbo pridejo do novih 3 točk in še ene zmage. Prekršek je glavni sodnik dosodil, tokrat je bil, vsaj po mnenju glavnega stratega, pregrob Žan Plajnšek. Aleš Leskovar je iskal Brdnika. Tokrat Sebastijan Leskovar v dvoboju z enim izmed domačih nogometašev in Leskovar je na koncu storil prekršek. Sedaj imajo v domačih vrstah nekaj pripomniti glavnemu sodniku, predvsem kar se tiče prejšnjega dosojenega prekrška nad Vinkovičem. Najvišji skok v kotnik. Brdnik. Na koncu še en prekršek gostujočih nogometašev, tokrat je bil preoster številko 29 Brdnik. Kot vse kaže, glavni sodnik ni dosodil niti prekrška, mislim, da tokrat napačna ocena glavnega sodnika, a vendarle žoga ostaja v posesti Vidma. Teče 68. minuta obračuna, zaenkrat Videmčani povsem rutinirano držijo svojo minimalno prednost iz prvega dela. Vrbanič, še vedno Vrbanič. Dvojna podaja oziroma vsaj poskus dvojne podaje med Ličino in Vrbaničem je bila neuspešna. Kotnik, vidimo, da gostje takoj želijo kreniti v napad. Prekršek Vinkoviča. Kotnik višji v skoku od Mesariča. Prekršek nad Vinkovičem. Kar nekaj zaporednih prekrškov, tako na eni kot na drugi strani. Lepo je Zdovc prebral to namero Zrečanov. Tement, Mesarič. Prekršek nad Mesaričem in rumeni karton je prejel številko 21 Sebastijan Leskovar.
Rumeni karton pri gostih, številka 21, Leskovar Sebastian. Še enkrat več v posesti ostajajo Videmčani, ki sedaj pametno nekako držijo žogo v svoji posesti, povsem mirno odhajajo na izvajanje teh avtov, seveda imajo željen rezultat. S to zmago bi nekako lažje zadihali najvišji v skoku Kotnik. Žan Planšek je poskusil s predložkom, kar nekaj prostora ima sedaj v napadu Brglez. Planšek in Brdnik v dvoboju, prekršek Brdnika. Vidimo, da ob igrišču trener gostov Damjan Flis pripravlja še eno zamenjavo. Hren. Veliko prostora oziroma hitro sta na Zupanca pritisnila dva domača nogometaša. Mesarič je pritisnil na Kotnika, ta mirno na levo stran proti Podkrajšku. Atraktivno Mesarič. Tement vrača Planšku. Planšek znova proti Mesariču, avt bo na koncu pripadel Zrečam. Še ena zamenjava pri gostih, tokrat iz igre številko 19, kapetan Hren. V igro pa številko 5, Alen Jančič. Pri Zrečah pa so pripravi za letošnjo sezono pričeli že 2. junija. Odigrali so kar 9 prijateljskih obračunov do začetka prvenstva in pričeli so s pripravljalnimi obračuni. 24. junija so doma premagali Dravinjo z 2-1, nato 4. julija poraženi proti Ptujski Dravi z 2-0. Brdnik v preigravanju in na koncu prekršek kapetana Krajnca in to bo prosti strel za Zrečane. Z obetavnega položaja bomo videli, ali lahko iz tega prostega strela gostje vendarle pridejo do izenačenja, kljub temu, da si v tem drugem delu niso uspeli preigrati nobene prave priložnosti. Kar 3 nogometaši pripravljeni za strela, mislim, da bo izvedel Vinkovič, tako Vinkovič strelja, vendarle mirno, še enkrat več Banič, ki izjemno bere te strele oziroma te odigrane kombinacije gostujoče vrste. In na koncu prekršek gostujočega nogometaša Aleš Leskovar. Pametno se mu je postavil zdolc in tako nekako izsilil ta prekršek. Teče 74. minuta današnjega obračuna. Da zaključimo prejšnjo misel, kar se tiče pripravljalnih obračunov Zrečanov, ki so jih odigrali kar 9 teh prijateljskih dvobojev. V Šmarjah so 14. julija izgubili 3-1, 8. julija prav tako poraženi v Šmartnem 4-2, 18. julij pa so na domačem igrišču premagali Korotan z 1-0, 22. julij še en poraz, tokrat so bile boljše Rače z 2-3, na Mariborskem Pohorju 1. avgusta pa, kot že rečeno,
v prvem delu, ko smo pogledali oziroma razglabljali o zadnjih 6 obračunih, v kakšni formi so sta ekipi v zadnjih 6 odigranih obračunih, so izgubili proti Kopru z 2-3, 8. avgusta poraz proti Mozirju in 13. zmaga proti Vojniku s 5-1, medtem pa nevarno je bilo, obetavna akcija domačih in to bo 9. udarec iz kota za Videm na današnjem obračunu in prvi v tem drugem delu. A pomemben podatek glede prijateljskih obračunih, ki so jih igrali Zrečani, je ta, da dejansko niti enega izmed teh niso odigrali v popolni enajsterici. Še enkrat več bo predložek pred vrata poslal Mesarič, Mesarič proti bližnji vratnici. Mirno Alen Plajnšek, toda do posesti je prišel številko 21, Sebastian Leskovar. Jančič. Ponujal se mu je Brglez, Jančič se je na koncu odločil za podajo proti Leskovarju, toda še enkrat več brez prave ideje gostje. Banič z visoko podajo, najvišji skok v kotnik, toda Mesarič in Podkrajšek v dvoboju, uspešnejši je bil Podkrajšek, toda še enkrat več so gostje hitro zapravili žogo. Teče 77. minuta obračuna, še vedno v tem drugem polčasu brez pravih priložnosti, tako na eni kot na drugi strani. Najnevarnejši je bil pravzaprav strel iz prostega strela Vinkoviča v 73. minuti, a tudi tisto ni bilo kaj prida, vratar domači Banič je povsem mirno odreagiral. Na desni strani ima veliko prostora Jančič. Jančič na drugo vratnico, kjer je imel priložnost za strel Brdnik, toda žoge ni uspel zadeti. Na koncu nespametno v domači obrambi in to bo 11-metrovka za Zrečane, ki pa imajo v 78. minuti priložnost za izenačenje. A vendarle še bomo morali nekaj trenutkov počakati, glavni sodnik gre na posvet stranskemu. Bomo videli, kakšna bo končna odločitev glavnega sodnika. Mislim, da ostaja nespremenjena, tako je 11-metrovka za goste. Na izvedbo odhaja številko 8 Zupanc Terglav in bomo videli, ali lahko Zreče pridejo do izenačenja na 2-2. Zupanc in Banič iz oči v oči. Zupanc, mirno je Zupanc odreagiral in izid izenačil na 2-2 v 79. minuti. So gostje poravnali izid in se nekako povsem enakovredno vključili v boj za zmago na današnjem obračunu. Bomo videli, ali lahko domači v zadnjih 10 minutah
dajo prestavo više in nekako pridejo do zmage, ali pa bodo Zrečani, ki so opravili več zamenjav in mislim, da lahko rečemo, so bolj sveži in bomo videli, ali lahko ta moment, ki je sedaj zagotovo na njihovi strani, izkoristijo in pridejo do popolnega preobrata. Tement neuspešen pri ustavljanju te podaje. Gojznik je žogo poslal v out in še enkrat več bo le tega izvedel Blaž Podkrajšek. Kotnik, še vedno Kotnik, Kotnik nekoliko na pamet in žoga v posesti Baniča. Banič s podajo v napad, toda Frankličina in ostali napadalci niso bili pripravljeni na kaj takšnega. Kotnik, še enkrat več je Kotnik zapravil pridobljeno žogo. Frankličina Jančič uspešnejši od Vrbaniča, ki je na koncu na prepovedan način ustavil gostujočega nogometaša in Vrbanič je prijel rumeni karton. Potokar bo izvedel prosti strel za Zreče. Brglez in Žan Planšek v dvoboju, še vedno tukaj Brglez, lepo Brglez. Brglez je s povratno podajo iskal Aleša Leskovarja. Brdnik, Potokar. Potokar se je vključil v napad, vidimo, da so gosti začutili, da imajo nekaj več moči za zaključek tega obračuna. Na koncu pa prekršek Vinkoviča, ki je pametno ustavil poskus proti napada domačih in tako prejel rumeni karton. Rumeni karton pri gostih, številka 11, Vinkovič Matej. Še enkrat več se je z obrambno reakcijo izkazal Jančič. Mirno v posesti Zupanc, vrača Jančiču. Po Jančič. Jančič proti Alešu Leskovarju. Prva zamenjava medtem tudi v domačih vrstah, iz igre številko 17 Vrbanič, v igro pa prihaja številko 16 Matic Šlamberger. Menjava pri domačih, iz igre številka 17 Vrbanič Renato, v igre številka 16 Šlamberger Matic. Še enkrat več se je omešal Zupanc. Zupanc in na koncu prekršek nad vezistom gostov. Zreče si želijo popolnega preobrata, to je jasno tudi videti iz teh, da v teh minutah nekako prevladujejo, iščejo popoln preobrat. Še enkrat več Potokar, Potokar s podajo v kazenski prostor, mirno Banič.
Banič vse te situacije razreši na zelo miren način. Igra z roko Mesariča. Brglez si ni uspel ustaviti te podaje in žoga bo pripadla Vidmu. V tej sezoni pa je vsaj zaenkrat najboljši strelec Vidma Frank Ličina, ki je dosegel 2 zadetka, skupno pa so jih pri Vidmu zaenkrat dosegli 6. Prejeli so tudi 4 rumene kartone, od tega ima 2 na svojem računu Ovčar. Lepo Šlamberger, ki ima veliko prostora, še vedno Šlamberger. Šlamberger se je odločil za samostojno izvedbo te akcije, toda neuspešen pri strelu, preveč mehko je bilo vse skupaj. Nevarna, ostra podaja proti Vinkoviču. To bo udarec iz kota za Zreče, teče 87. minuta, ali lahko Zrečani dosežejo še svoj drugi zadetek iz podaje iz kota. Na izvedbo je znova odšel Vinkovič. Najvišji v skoku Mesarič. Frank Ličina, toda še enkrat več do posesti gostje. Lepo se je znašel pred vrati številko 27. Aleš Leskovar, Banič ni pričakoval tega strela in nekaj sreče tudi za domačega vratarja, da je žoga na koncu za las zgrešila cilj in izid ostaja nespremenjen 2-2. Vidimo, da v teh zadnjih trenutkih po tistem izenačujočem zadetku so dobili Zrečani nekaj dodatne motivacije, nekaj dodatne moči za zaključek tega dvoboja. Vidim pa še vedno v tem drugem delu povsem nenevaren. Tement je pred vrati iskal Franka Ličino, oster predložek je bil to in na koncu goal out za gostujočega vratarja. Sam tudi mislim, da se je v tej situaciji morda vratar Ravnak dotaknil te žoge, ampak seveda glavni sodnik svoje odločitve ne bo spremenil. Banič še enkrat več pravočasno iz vrat. Banič z visoko podajo, toda najvišji v skoku Zupanc. Vinkovič na levi strani ima veliko prostora. Brglez sta znova proti Vinkoviču, obrambo se je vrnil Zdovc, še vedno Vinkovič in še enkrat več Banič. Na koncu goal out za Baniča. Teče 89. minuta današnjega obračuna, mislim, da Videmčani bodo na koncu kar zadovoljni s tem neodločenim rezultatom, saj po zadetku, ki so ga prejeli v 79. minuti, so imeli tudi nekaj sreče, predvsem zaradi nezbranosti Zrečanov pred njihovimi vrati. Out za domače bo izvedel Žan Plajnšek. Najvišji kotnik. Šlamberger. Še vedno Šlamberger, ta vrača Alenu Plajnšku.
Zdovc z diagonalno podajo takoj proti Mesariču. Mesarič, lepo Mesarič proti Frankličini. Frankličina pred vrata, toda manjši nesporazum je bil to med domačimi napadalci. Gojznik pravočasno z reakcijo pred Brglezom. Brdnik. Še vedno Brdnik. Levo stran proti Podkrajšku. Toda žoga je zapustila igrišče in to bo out za Videm. Na mestu Kotnik. Mesarič. Mesarič se je odločil za strel z velike razdalje, toda visoko čez vrata je sprožil ta nogometaš, ki je v prvem polčasu nekako sproduciral 2 zadetka domačih, medtem pa še zadnja zamenjava, mislim, da na tem obračunu pri domačih iz igre številko 18 Tement, v igro pa Menjava pri domačih iz igre številka 18 Temen Džiga, v igro številka 8 Ovčar Vid. številko 8 pa je v igro prišel Vid Ovčar. Zupanc. Lepo Brdnik, še vedno Brdnik. Brdnik, do strela je prišel Vinkovič, Vinkovič strelja in to bo udarec iz kota za zreče. Nevarno je bilo pred domačimi vrati in mislim, da je to sedaj pa zadnja priložnost za spremembo rezultata na tem obračunu. Ali lahko v izdihljajih dvoboja pridejo do popolnega preobrata gostje. Predložek bo poslal Vinkovič. Vinkovič proti Potokarju. Brglez znova vrača Vinkoviču v bloku. Žan Planšek in glavni sodnik je po tej akciji gostujoče zasedbe odpiskal konec današnjega obračuna. Zasedbi sta še razšli z neodločenih 2-2. Mislim, da lahko rečemo, da povsem zaslužena delitev točk. V prvem polčasu boljši domači, v drugem pa boljša gostujoča zasedba in še enkrat preletimo strelce. Na tem obračunu v 4. minuti za vodstvo gostov Brdnik, nato pa preobrat domačih v 15. minuti oziroma na 1-1 v 17. Mesarič in nato še v 44. Vrbanič za popoln preobrat, na 2-2 za končni rezultat pa je v 79. minuti z 11 metrovke postavil Zupanc in mislim, da so tako eni kot drugi na koncu lahko zadovoljni s to delitvijo točk. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do naslednjič.